Kam pa kam, deklič? Haha, kakšen razgled. Kam pa greva midva? Ja, samo trdej. Vse, ali je za motocross, ali ne, boljše, da maška pa nije. Drsala bova. Nač ne bova midva drsala. Prvič greva skupaj na motorčeka. Da boš previdno vozil. Bom previdno vozil. Evo, lepotec naju že čaka. Ženske s čelado ste prav hude. Zdaj postav se. Wow. Prvi postanek, Žužemberg. Kako si se imela? Rajš bi svoj motor vozil. Rajš bi svoj motor vozil. Kaj te je bilo strah? Kakva? Ne, ni mi okej. Ni ti okej. A dobar, pa malo rešitev ven, čim prej nadiš pitin, malo vsak tvoj motor. Ne, ali do kjer ga boš počakal. Ja, odvisno kako hočeš, za A2. Ha? Neomejeno. Ja, za neomejeno boš rabila pa še malo dlje počakati. 4 minute. Ja. Pod kontrolo je. 0-0 je. Kako ti je bilo pa zdaj? Malo boljš kot prej, ja? Si imela že malo več samozavesti? Boljše je bilo. Ohuj. Jej, najna prva fura srečno pripeljana do konca. Na začetku, do prve pavlice si malo cvikala, ne? Pol? Ko sva se drugič ustavila, si že rekla, zakaj pa ungo nisi prehitil? Ja, zato, da se ti počutiš varno, zakaj? Za nazaj sva bila pa že čist usklajen duo, se je pozala že urank nagibala. A bo še šla? Sama? Ja, se jaz bi tudi rajši videl, da imamo vsak svojega. Pa preden se tale posnetek do dobro začne, se moram tudi vnaprej že opravičiti, ker čez cel posnetek sem v bistvu govoril Moto Guzzi, pravilno pa se izgovori Moto Guzzi. Dost podobna fora k Lamborghini. Nimam kaj, posujem se s pepelom, sam toliko da veste, če vas bo kdo vprašal, kako se pravilno reče. Moto Guzzi. Evo naju, zdaj se pa že nekaj časa družba. Čakaj, četrtek sem ga dobil, petek, sobota je bil dež, se nisem nič pelala, včeraj je bila nedelja, sva šla, danes je pa ponedeljek, je 5. dan se družba. Ja, sva se že kar dobro spoprijateljila. Nisem pa še nič povedal o njem, tako da dajmo si v bistvu pogledati, kva je to za en motorček. Mislim, rekel sem motorček, lega no, to je prav hud orang motor, naked bike, Cafe Racer, Moto Guzzi V7 Special. Zdaj, nekateri mogoče še niste slišali za Moto... en traktor gre, sam out, nočem, da mi traktor zbije motor. Zdaj, nekateri ste že slišali za firmo Moto Guzzi, nekateri pa ne, ampak če ne drugega ste pa slišali od Klebna komad Cash, kjer pa v bistvu omeni firmo Moto Guzzi. Mislim, da gre en del komada takole. Se spomnim en dan, ko sem šel po Ljubljani... Ne to. Se spomnim en dan, ko sem si sposodil motor. Moto Guzzi 1100 in bil je režur. Ja, ti se bi Moto Guzzi 1100, tukaj pa Moto Guzzi V7 Special. A zdaj bo še en kombi tle gor, upam, da ne, ker me bo zbol. Nikoli si ne mislil, da bo dopoldan na pol že ven tuk prometa. Skozi se umikam. Kar sem hotel v bistvu reči, je to, da Moto Guzzi je v bistvu legendarna italijanska blagovna znamka. Ustanovljena je bila leta 1921 s strani dveh italijanskih vojakov v času Prve svetovne vojne, bila sta pilota in mehanika. Tole je bilo povedano površno in na hiter, zgodba ozadaj je veliko bolj začinjena, ampak je ne bom šel zdajle razlagati, jo pa lahko prešparamo za kdaj drugič. Sigurno jo bom mu še šanso povedati. Ampak imela sta pa sanje narediti en dirkaški motor. In tako so sanje postale resničnost in danes veljajo za najstarejšega evropskega proizvajalca motornih koles v neprekinjeni proizvodnji. S tem se ne more kar tako vsak pohvaliti. Tako da v bistvu lahko rečemo, da je njihova zgodovina in tradicija res trdno zakorenjena v italijanskem motociklizmu, so pa od leta 2008 tudi del koncerna Piaggio. Piaggio je pa največja evropska in četrta svetovna proizvajalka motornih koles po prodanih enotah. Če ne veš, kje je njihov sedež podjetja, si lahko v bistvu pogledaš analogni števc. Evo ga, Mandello del Lario. Gre za naselje zraven jezera Como
mislim, da se imenuje Como. To je v bistvu severno od Milana in tam je ta firma res religija. Tam enostavno moraš imeti Moto Guzija in ko se peleš v tistem okolišu, pravijo, da vidiš v bistvu samo Moto Guzije. Ima pa to mestece tudi en tak vzdevek, po italijansko se reče La Città della Moto Guzzi, po slovensko pa to pomeni mesto Moto Guzzijev. Pa še nekaj bi rad povedal, oni vse motocikle delajo ročno. No, zdaj pa pejmo dejansko na ta motor V7 Special. Zdaj pa samo upam, da ne bo kakšen kombi pa traktor spet mi prišel. V7 Special ima 853 kubikov, V-twin motor, njegova moč je 65 konjev per 6800 vrtljajih na minuto. Če damo to v navor, je to 73 Nm navora per 5000 vrtljajih na minuto. Daj ne zabavi se, stari. Daj ne me hecati. Pa co ne moraš verjeti. Ja, tle sem pod smrekco lepo parkiran zaradi vzdušja in valjda, da mi je na analogni števc, evo, 2 analogna števcama, mi je pala smola. Evo, ne, danes imam pa res tako smolo med snemanjem. Povrh tega se mi pa še mudi. S čim ne dam zdaj to smolo dol? Pleško me bo ubol. A imam kakšne robčke? Mene bo enkrat eden res, ne vem. Ja, nimam. Oh my god. En listek pa gasa, ne. Saj tak smo si včasih rito brisali. Okej, recimo, pa to ni res, ej. Glej, kako se pozna. Kako bo me zdaj to dol dobil? Mene bodo štihlni. Če me potem posnetku ni več, veste, kva se je zgodil. Smolo sem dobil. Pri tem motorju mi je všeč to, da ga lahko voziš s kategorijo A2. Se pravi, po 18 letih lahko voziš ta motor, s tem, da daš noter blokado, seveda. Ful je pa tudi zanimiv, ker nikjer ti ne bo pisal, koliko imaš dosega, ampak ko boš prišel v rezervo, se ti bo sem tale lučka pač žgala in tako boš vedel, da moraš tankati. To mislim, da je pri vseh Moto Guzzih in baje lastniki Moto Guzzijev zmer na začetku, preden grejo na vožnjo, malo pogledajo, koliko imajo še v tanku. Ali pa če se zmer zapeleš na začetku na črpalko, pa pol pičiš, sej. To je ena taka zanimiva old school stvar, ampak v praksi v bistvu sploh ni moteča. Motor je zračno hlajen. Tukaj spredi imamo 2 teleskopski vilci, zadaj pa imamo 2 amortizerja, kar ti pa pol v bistvu omogoča dobro stabilnost in udobje med vožnjo. Spredi najdemo tudi 320 mm disk, Brembo 4-batno zavorno čeljust, zadaj pa 260 mm disk pa 2-batna zavorna čeljust. Tako kot vsi sodobni motorji ima tudi on ABS sistem in pa MGCT, kar je v bistvu Moto Guzzijev traction control. Moram reči, da je tale sedež res udoben. Naredil sem približno 400 km in niti enkrat nisem pomislil, da me boli rit. Tukaj zadaj imamo pa tudi takle lep kromiran jekleni ročaj za sopotnike. Zadaj najdeš tudi LED smernike in pa LED zavorno luč. Prej sta pa LED v bistvu sem tele 2 smernika. Evo. Mogoče sem že prej omenil, ampak ajde še enkrat 2 analogna števca, še en tak retro old school cukrček. Ma pa tale Guzzi tudi custom ročke, kakor vidiš, so tele od Vansa in meni prav hudo zgledajo, pa itak so v stilu. No. Tukaj si je Peško tudi neki svojega dal gor, mislim, da je bilo tole narejeno iz 3D printerjem. Glej, kak še na ospuh, no. In tu ne eden, 2, ja. Cena tega motora je 9990 evrov. Zdaj, ali je to drago ali ne, ocenite sami, ampak jaz ne bi niti enkrat pomislil, za koliko sem ga kupil, ker ti vrne toliko ene romantike, toliko enih užitkov na cesti, da... Evo, takle pa pogled iz voznikovega sedeža, tamle pa vidimo še en traktor, ki prihaja. Super. Se vam ga mi služgat, pa bom še malo počakal. A jaz si boš v čez travnik model, ali kva? Traktor gre lahko povsod, ne? Upam sem eno stvar, da ne bo tale zdajle tlele oravka. Tu se bo pa malo slišali. Ja, in res bo nekaj počel. Dobro, gremo na drugo lokacijo. Hočem vam hočem vam pokazati še zvok motorja. Se v bistvu se lahko kar z mano oblečete, a ne? Jakenco gor. Tule bom dal tlele noter. Zdaj se vidimo na drugi lokaciji. Ekola, druga lokacija. Tam toliko, da vidite še zvok, pa kako se žge, pa da to podoživite, ker tale V-mašina naredi ta motor res special. Cak, takole se lepo nafila, kot ste slišali. Tole mi je všeč, ker ven lepo štrli na vsaki strani. Jo. Evo, sem vas kar tale postavil. Zdaj pa poglejmo. A? Ste videli to? Prav tako romantično prede, res. Pa njegov čar je tudi ta, da ne vžge se tako, kot ostali motori, ampak se pravi, moraš dati sklopko, pa tiščat gumb kar nekaj časa in ne sme se ustrašiti. Ne sme se ustrašiti, pa misli to, zdaj pa ne bo užgal. Bo, sem počak, da se zbudi. Kad drugi motori so to sam cek, a ne? Ta pa ne. Sklopka, držiš, tan. Če boš pa prehiter spustil, pa to naredil ene 2-krat, 3-krat, ti ga lahko pa tudi zalije, pa boš mu problemčke polne. In tudi, kad daš po gasu, motor ful lepo zamaja, le to.
Skozi imaš feeling, da te neki draž tam pod nogami. Da imaš res enega tacga močnega konja pod nogami in ko mu daš gas, samo zatrese in reče, ja, zdaj greva. Ne, hudo, hudo. Oh ja, romantik, poglej ga, no, res je lep. Dobiš ga tudi v drugih barvah. Najino druženje se počasi zaključuje, jaz sem se imel res dober z njim, ker malo ga bom pogrešal. Ja, in ker kupujem motor, bom jaz ta motor definitivno uvrstil na nek seznam kandidatov, ki ga imam. No. V glavnem, kva ne rečem, težki romantik, frajer, šmek, italijanske korenine, karakter, zgodovina, tradicija, vse to so nekako besede, s katerimi bi opisal tega modelčka. Ajde, prijateljček, moram te peljati nazaj. Pa na tej točki bi se rad zahvalil tudi Pleškotu. Pleško Moto mi je dal na test tale motorček za čez vikend, tako da iskrena hvala za zaupanje, pa da smo lahko nekaj tacgale posneli, pa pokazali še ostalim. Se pravi, pri njih dobiš Moto Guzije, Vespe, Aprilije, pa Piaggiote. Vse to imajo pokrito, tako da če te zanima, katera izmed teh firm, toplo jih priporočam. Motorje imajo naštudirane v nulo, ful vejo enih zgodb. Jaz sem samo požiral informacije, pa sem poslušal. Imajo pa v svoji štacuni tudi motoristično opremo, tako da, glejte, če kaj rabite, pejte jih kaj pogledati, pa pocukati za rokav. Pa tudi kakšno testno vožnjo vam lahko zrihtajo. Ajde, zdaj pa res, peva. A ja, čelado bom dal, brez čelade ni pa nič ne.